Cankar je vstopil na Dunaj v času, ko se tam začne Dunajska secesija z glavnimi protagonisti Gustavom Klimtom in ostalimi, ki so seveda popolnoma spremenili pogled na umetnost. Vendar je ta struja s časoma postala elitistična, bila je tudi vedno bolj komercialna in morda je bil tudi razlog, da se je Cankar od tovrstne estetike vedno bolj oddaljeval. Cankar je dejansko prestregel vse tiste fenomene v likovni umetnosti, ki so bili aktualni tako na Slovenskem kot na Dunaju. Ne smemo pozabiti, da je Dunaj v tem času srednjeevropska prestolnica kulture in da je Cankar imel tako rekoč privilegij, da je lahko spremljal, detektiral pojave, obiskoval galerije, muzeje in bil seveda tudi ves čas seznanjen z medijskim dogajanjem, tudi sam je pisal prispevke, ocene za dunajske in slovenske časopise.